Oh my god, I just love that kind of videos. Tole je meni perfekcija, ta ozadje, Halloween, jesen, pa še berem lahko, ker danes beremo 2 Halloween zgodbe in ker bo najbrž dolg video, grem kar začeti. Pripravite si neko kavo ali pa čaj ali pa en comfort food, da se v tem majčkeno boljše počutili. Jaz sicer nimam nič, ampak jaz bom itak brala. A ja, pa obe sta obviously v noči čarovnic, oziroma se dogajata na noč čarovnic, tako da danes smo čisto element. I'm so excited. Prva zgodba. Ne odpiraj vrat po 9. uri na noč čarovnic. Bila je noč čarovnic. Bila je noč čarovnic in moji starši so peljali mojega mlajšega brata na zabavo v srednjo šolo. Jaz nisem šel, ker sem bil v 1. letniku in sem se utapljal zaradi esejev in testov, tako da nisem bil razpoložen, da bi noč preživel ob gledanju otrok, ki kričijo od groze pred ljudmi v plastičnih maskah in okostnjakih iz stiroporja. Ko so odšli, sem skočil na kavč in brskal po kanalih za grozljivkami. Sčasoma sem našel film, ki se mi je zdel zanimiv. The Not So Good Dead. Jaz rečem sorry, ker bo Viti spet lajala, ko začne ni konca, ne moram pomagati. V režiji Sama Amija. Svetlo-oranžno skledo s sladkarijami sem postavil na verando in začel gledati film, vendar se nisem mogel osredotočiti, preveč me je skrbel za mojo družino. Noč čarovnic nikoli ni bil moj najljubši praznik, tudi trick or treating me ni nikoli zanimal, niti kot otroka. Še posebej zaradi vseh izginotij, ki so se dogajale v našem mestu. Pred nočjo čarovnic je izginilo 5 najstnikov in pa cela družina. 2 tedna kasneje je policija našla truplo pogrešanega najstnika, če temu sploh lahko rečemo truplo. Manjkala mu je glava in manjkalo je črevesje. Policija pravi, da je šlo najverjetneje za žival, na primer medveda ali pa volka, ki se je spustila iz gora in ga ujela na poti domov. Drugih najstnikov in pogrešane družine do danes še vedno niso našli. A so se ljubljeni pogrešanih sprijaznili, da jih več ne bo in da se ne bodo nikoli več vrnili. Ko sem obtičal toku svojih misli, je stara ura, ki jo je imel oče, odbila 9. Nisem veliko razmišljal o tem, dokler nisem gotovo, da bi se morala moja družina vrniti že pred nekaj urami in moj je začel drveti in domnevati, da se je zgodilo najhujše. Vstal sem s kavča in stekel do mobilnega telefona, a preden sem ga lahko dosegel, sem zaslišal trkanje na vhodnih vratih. Noben otrok takrat ne bi smel biti zunaj, torej zakaj je nekdo potrkal na vrata? Če sta bila to moj oče in mama, imata ključ od hiše, ne bi me bilo treba trkati, verjetno so bili neki otroci, tako sem mislil. Dokler ni prišlo do drugega udarca po vratih, sem se odločil, da pokličem očeta. Pri tipkanju prvih 3 številk je spet glasno počlo na vratih, nadaljeval sem s klicanjem, tipkanjem, dokler glasno, hitro butanje ni začelo udarjati po vratih, mrzlično sem tipkal ostale številke, pritisnem klic in ker sem potem zaslišal, mi je zamrznilo kri, telefon sem držal k ušesu, ampak je bilo brez signala, samo pi. Ko sem odstranil telefon iz ušesa, sem opazil, da je pokanje prenehalo. Obrnil sem se proti vratom in zmrznil. Iz reže za pošto na vhodnih vratih me je gledalo stekleno belo oko. Ko so se najine oči spogledale, se je reža za pošto zaprla in povzročila glasen hrup, ki je odmeval po hiši. Nato sem zaslišal korake, ki so se oddaljevali od vrat v daljavo. A sem še vedno čutil njegovo zloveščo prisotnost. Mislil sem, da je konec. Potem se je nenadoma v hiši izklopila elektrika. Zvil sem se v klopčič na tla in bil tiho. Kar je bilo verjetno le nekaj sekund, se je zdelo kot ure in ure v temi prazne hiše. Ko sem prišel malo k sebi, sem počasi in komaj vstal. Nato sem zbral vso moč, ki mi je ostala in rekel: Kdo je tam? Ko sem končal vprašanje, so se vratom začeli približevati koraki in pojava je začela razbijati, brcati in celo praskati po vratih. Karkoli je že bilo, se ne bo ustavilo, dokler me ne bo doseglo, to mi je bilo jasno. Zato sem stopil korak nazaj, nato pa zaslišal glasen hrup, ki je bil mešanica netopirja in jelena. Nobeno človeško bitje ne bi moglo ustvariti tako grozljivega hrupa. Vrata so začela pokati in se upogibati od sile tega bitja. Nisem vedel, kaj naj naredim, a nisem se imel časa odločiti. Vrata so se zlomila s tečajev in padla na tla, kar je povzročilo glasen pok, zvok lesa, ki je udaril po ploščicah. Stekel sem v kuhinjo, da bi se oborožil, zgrabil sem nož iz predala in se obrnil, da bi videl, kaj je razbilo vhodna vrata. Nič.
Tam ni bilo ničesar, samo polomljena vrata, a to ni bil tisti del, ki me je prestrašil. Prestrašil sem se tega, kaj je bilo za vrati, ničesar ni bilo. Svetlobe ni bilo do hiš, niti do ulice, samo gosta megla je pogoltnila moj dom. Nato se je nad mojo glavo slišal zvok, strganje, kremplji so praskali zid na stropu. Ni mi bilo treba pogledati navzgor, ker se je bitje spustilo dol pred mano. Ni bilo človeško. Njegovo meso je padalo s kosti. Njegove roke so bile tako dolge, da so se dotikale tal in grozljiv vonj po smrti mi je napolnil nos. Ko sem se trudil, da ne bi bruhal ob tem prizoru, sem opazil, da ne gleda vame, ampak je bil obrnjen navzgor in je gledal sveže narejene sledi krempljev na stropu ter se smehljal od pristnega veselja. Nato se je oglasil zvok, ki še danes straši mojo dušo. Bilo je cviljenje, skoraj živalsko, a hkrati niti približno. Poskušal sem stopiti korak nazaj, tudi ker sem se premaknil in zaškripala talna deska in bitje je zaskočilo vrat navzdol, da bi me pogledalo. Bil sem tako ujet in padel nazaj. Ko sem udaril ob tla, sem pogledal navzgor. Zdaj sem lahko videl njegov obraz, njegovo lobanjo, ki je bilo vito gnilo meso in temne žile, in potem sem dejansko bruhal. Od mešanice pogleda in vonja bitje je nato zahihotalo, skoraj kot hijena, kot da bi uživalo, ko me je videlo v takem stanju. Sem se pognal po stopnicah, tudi preden sem uspel priti do prve stopnice, me je bitje udarilo s hrbtno stranjo svoje suhe in gnile dlani. Vrgla me je na drugo stran kuhne, nedvomno sem imel zlomljeno roko. Pogledal sem na desno in zagledal nož, bitje pa je počasi hodilo k meni. Zgrabil sem nož, svojo nezlomljeno roko, nož sem usmeril proti pojavi, pripravljen sem bil na svoj konc. Zaprl sem oči, sprejel svojo usodo, štel zadnje izdihljaje. Slišim bitje, vonjam zrak okrog njega, pojavi se je cedila slina. Nato je bitje pogledalo proti omari in jo živalskimi gibi zgrabilo, z obema rokama pa je strgalo vrata omare s tečajev. Kosmiči in pregrizki letijo po kuhinji, bitje nato izvleče staro vrečko sladkarij, ki je nihče ni maral niti pojedu, nato pa začne hoditi proti polomljenim vhodnim vratom, skupaj s sladkarijam. Preden je prišel do vrat, se je ustavil, pogledal lužo mojih izblukov, torej njegovega bruhanja, na tleh in se začel igrati z njim. Nato pobere košček čokolade iz luže, ga pogleda in reče z mojim lastnim, a demonskim glasom "Bad candy" in nato odhiti skozi vrata v meglo. Trenutku, ko je Stor zapustil hišo, sem pogledal skozi okno in videl, da se je megla razkadila. Končno so mi odpovedale noge in zgrudil sem se na tla. Medtem ko sem se boril, da bi ostal buden, sem zaslišal, kako se je razbilo okno. Bil je moj pravkar ovdoveli sosed. Slišal sem njegove krike in kako je prosil za življenje. Nato sem slišal rezanje in trganje mesa skupaj s kriki agonije. Nato sem zgubil zavest od izčrpanosti, dokler me ni zbudilo nemirno klicanje očeta. Si v redu? Nisem dobro vedel, vendar sem lahko razločil solze v očetovih očeh in silueta mame in brata v joku. V bolnišnici sem se nato zbudil z mavcem in povojih na rebrih, v ušesih mi je še vedno odzvanjal krik soseda. Policija je na koncu spraševala mojo družino, moja družina je to pripisala ropu, ki je šel narobe. Rekel sem tudi, da je bil rop, ker mi je tako ali tako nihče ne bi verjel, kaj se v resnici zgodilo, ampak vem, kaj se je tisto noč zgodilo. Kasneje se je zdelo, da se je vse vrnilo v normalno stanje, vendar sem še vedno vsak teden imel nočne more. Na koncu sem jim povedal za tisto noč, vendar so mi le rekli, da gledam preveč grozljivk. Bilo je kot pri pogrešenih najstnikih, toda tokrat je bilo na mesto njegovega črevesja tam candy corn, to je tole. Mesec dni kasneje se je v njegovo hišo preselila nova družina. Upam, da jim ne bo treba doživeti groze, ki sem jo jaz doživel na noč čarovnic. Želim si, da bi lahko naredil več, da bi sosedu pomagal. Gremo na naslednjo zgodbo. Prezgodaj za sladkarije. Nujno potrebujem pomoč. Če bi mi kdo, ki to bere, dal svoj pogled v situacijo, bi bil zelo vesel. Zavedam se, da ste morda nekateri ali večina od vas zagrizeni oboževalci grozljivk, tako kot sem jaz. Zato prihajam k vam z resno težavo. Vedno sem bil ljubitelj grozljivega. Vedno sem užival v dobrem jumpscareu ali grozljivem občutku, ki me je obdržal po koncu po noč, vendar pa tega, čez kar sem šel zadnjih 10 let, ne morem razumeti. Sem 40-letni moški. Sem srečno poročen in imam 3 otroke, ki vsi hodijo na različne univerze.
Vsako leto so bila žena zelo navdušena nad jesenjo. Razlog za to je predvsem zato, ker imava oba rada noč čarovnic. Vedno bi porabil nekaj tisočakov za okraske in sladkarije. V naši soseščini smo bili znani in priljubljeni gostitelji, ker smo oddali ogromno slastnih dobrot in sladkarij, ko so otroci prišli trick or treatat. Vendar, kot sem omenil, se je pred 10 leti zgodilo nekaj čudnega. Nekega večera sva žena uživala v mirnem času skupaj, ko je nepričakovano nekdo potrkal na vrata. Ko sem odprl vrata, me je pozdravila velika pojava v kostumu rumenega zajca. Izgledal je kot neka maskota. Ob natančnem pogledu je bil kostum nekoliko srhljiv. Glava kostuma je vsebovala ogromne oči kot iz risanke in ušesa, ki so bila ekstremno dolga. Celoten kostum je bil precej impresiven. Videti je bilo kot eden tistih kostumov za celo telo, ki jih najdete na spletu in so izredno dragi. Zajček je v rokah držal majhno vedro za sladkarije v obliki tistega Jack-o'-lantern. Iztegnil ga je proti meni, ne da bi rekel besedo. Tukaj nastopi problem. To se je zgodilo v začetku septembra. Kot si lahko predstavljate, nismo imeli nobenih sladkarij, da bi jih dali revežu. Nisem hotel biti nesramen. Mislil sem, da je to lahko samo zmedena oseba, mogoče malo motena oseba. Ni bilo možnosti, da bi bil otrok, oseba je bila ogromna, morala bi imeti vsaj 1,90 m. Žal mi je, za sladkarije je še malo prezgodaj. Zakaj se ne vrneš oktobra? Takrat bomo zagotovo imeli nekaj zate, sem rekel. Zajček je preprosto pogledal svoje prazno vedro, obrnil hrbet in odskakljal po ulici. Seveda se nam je zdela situacija precej bizarna. To ne bi bilo nujno alarmantno, če bi se tam končalo. Ja? Naslednjič je bilo to pozno v decembru. Sneg je tako rekoč nasipal mesto, takrat smo zopet zaslišali trkanje. Odprl sem in spet me je pozdravila entiteta v obleki zajčka. Obleka je bila videti vidno umazana, kot da je kdo ve, koliko časa ta človek ne bi slekel. Smešno je, da ta oseba 31. oktobra nikoli ni prišla v mojo hišo, niti enkrat. Spet sem poskušal biti prijazen in osebi rekel, da nimam sladkarij. Rekel sem mu tudi, da bi verjetno moral poiskati zavetje pred snežnim metežem. Nikakor pa ga nisem spustil v hišo. Naslednjič se je to zgodilo sred januarja. Na tej točki sem bil odkrito povedano malce razdražen in mi je bilo neprijetno. O tem tipu sem celo obvestil lokalne oblasti. Pravno bi lahko rekel, da je nadlegoval mene, mojo družino, mojo hišo. Vsa ta leta policija nikoli ni ničesar ugotovila. Pustil sem, da je to trajalo 5 let, preden smo se odločili za selitev. Enkrat sem celo odprl vrata s pištolo in zagrozil z nasiljem. Očitno ga to ni niti malo prestrašilo. Ko smo se preselili približno 2 milji na drugo stran mesta, smo mislili, da je konec. Nekaj mesecev se ni zgodilo nič. Dokler nekega dne ni nekaj potrkalo na vrata. Nisem si mislil, da bo to on, ker se je vse zdelo tam v redu. Nekaj časa nismo imeli nobenih težav, vendar ko sem odprl, je bila spet zamaskirana oseba v zajca. Njegov kostim je bil popolnoma umazan. Videl sem veliko kopičenje prahu in pajkovih mrež, videl sem celo majhne pajke, ki so se plazili po njegovem telesu. Bilo je, kot da bi kostum začel gniti. Ne glede na to, kolikokrat sem s pajki grozil z nasiljem ali ga nadrl, se je vedno vrnil. Pri tem potrebujem pomoč. Pred nekaj dnevi se je vrnil. Nerad sem odprl vrata. Tako ali tako, nikoli prej ni delovalo, da bi se ga znebil. Tokrat, ko sem odprl vrata, sem lahko videl madeže posušene, rdeče snovi vzdolž njegovih ust in trupa. Želel sem samo, da je tega srečanja konec, zato sem segel v žep in mu dal nekaj sladkarij. Presenetljivo je zmajal z glavo in rekel, ne. Moram priznati, da sem neumen. Prvič po 10 letih sem mu postavil vprašanje, na katerega prej nisem nikoli pomislil, kaj hočeš. Njegovo telo se je za nekaj sekund umirilo. Nato mi je stegnil vedro in mi pokazal, kaj je noter. V tem pogledu sem skoraj bruhal. V njegovem vedru je bilo srce. Zaradi lastne vesti sem se odločil verjeti, da ni bilo človeško srce, vendar dvomim. V obrambi sem zajca udaril naravnost v obraz. Njegova mehka bombažna glava je odletela na mojo trato pred hišo. To, kar sem takrat videl, me drži pokonci še vedno. Pod masko ni bilo nič. Ni bilo osebe. Bilo je samo prazno. Na dvorišču sem pogledal odvrženo glavo. Presežem, za delček sekunde sem videl glavo pomežikant. Preden sem lahko razumel, kaj se dogaja, je telo steklo proti glavi. Dvignilo je glavo in steklo z nečloveško hitrostjo. Ne vem, kaj naj naredim, ne vem, kako naj se tega lotim. Iskreno bi mi koristila pomoč. Šel sem na policijo.
Vsi mislijo, da sva ženo nora, obupno potrebujem pomoč, bojim se, da je na kocki moje in ženino življenje. Zakaj? Ker je danes zjutraj nekaj pisalo na mojih vhodnih vratih. Se vidimo na noč čarovnic. Še zadnjič. To jemljem kot grožnjo. Odločili smo se že, da bomo mesto zapustili za noč čarovnic. Ne vem, ali bo to pomagalo. Kaj, če nas najde, tako kot prvič? Zakaj prihaja k nam? Kaj za vraga sploh je? Če ima kdo kakšno rešitev ali odgovore, naj mi sporoči. Noč čarovnic se hitro bliža. Zmanjkuje nam časa in če veliki rumeni zajec pride na tvoja vrata na noč čarovnic ali kadarkoli, bo zelo putni vrata pred prekleto brez. And that, ladies and gentlemen, is it. Kako so vam kaj všeč take zgodbe? Meni vem, da bi bilo to ful fajn poslušati, bom pa videla, no zdaj, če bo vam tudi všeč. Drugače pa upam, da boste kaj fajnega za noč čarovnic. Jaz for sure grem nekam žurat v Zagreb ali pa v Ljubljano in bom neki skeri, ne vem še kaj. Drugače pa pridni bote, radi se imejte, valjda se subscribejte, če se še niste, pa stisnite like, bom ful vesela. Elena, out, pridni bote, čau. Bye.